Z Manco ugotavljava, kako pameten je Google. Dober dan, dobrodošla, dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly. 71. oddaja je tole. Danes je z mano Manca, ki veliko več ve o temi, o kateri bova danes govorila, in sicer govorila bo o temu, kako pameten je Google oziroma Googlov iskalnik. Še prej pa, karkoli te zanima v zvezi s to oddajo, lahko najdeš na pointout.si/weekly71, torej pointout.si/weekly71. Vse v zvezi s prejšnjo oddajo dobiš na tem linku. Tako kot vedno je ta oddaja seveda na voljo tudi v podcast obliki, najdeš pa jo tudi na Facebooku in pa YouTubeu. Ok, zdaj pa Manca, mogoče za začetek, da malo predstaviš, ker mogoče vsi ne vejo točno, kaj misliva, ko rečeva, da bo govorila o Googlovem iskalniku. Zakaj sva ravno to temo izbrala? V bistvu dober dan, za začetek, da še jaz pozdravim. V bistvu smo izbrali malo to temo, malo po naključju, malo pa zato, ker so Googlovci ravno nedavno predstavili ob 10. obletnici prenovljeni iskalnik Chrome. Nekateri se verjetno še spomnite, da včasih Chrome ni bil tako vse splošno prisoten, kot je danes, ko v bistvu praktično iščemo samo z njim. V ozadju Chroma je pa seveda iskalnik Google, ki nam pač pomaga do zadetkov, ki jih želimo dobiti za neko določeno temo. In če še je nedavno ali pa recimo 10 let nazaj veljalo, da Google išče tako primerjalno računalniško z enicami in ničlami, je danes veliko bolj pameten, tako da je smiselno, da pogledamo, zakaj je tako veliko bolj pameten in kako se njegova pamet kaže. Ja, se strinjam. Chrome praznuje 10 let, Google pa približno 20, če se ne motim. Mislim, da je nekje 98 bil ustanovljen. Tako da od takrat se je marsikaj spremenilo, že samo, rekel bi, predvsem zadnjih mogoče 5-10 let je takih bilo res, ko se je ogromen stvari tudi z vidika iskanja spremenil. Prej je dolg časa bilo relativno enako tudi z vidika algoritma oziroma tega, kaj nam Google ponuja v rezultatih. Verjetno pa predvsem tudi zato, ker je bilo nasploh, ljudje smo manj stvari iskali na spletu, ni bil še toliko integriran oziroma vpet v naše življenja. Pa dajva mogoče to malo povedati, kako pa je bilo to včasih, kakšen je bil Google, kako nam je prikazoval zadetke. Ja, pač preden so Google, v bistvu njegovi ustanovitelji in razvijalci naučili misliti, je recimo bolj gledal na to, kolikokrat je omenjena neka beseda na neki spletni strani. Potem je sklepal, da recimo če je na neki spletni strani zelo velikokrat omenjena neka ključna beseda ali pa neka več ključnih besed, da je to najboljša spletna stran, čeprav v bistvu kontekst pa ni bil mogoče najbolj pravi, in na ta način je potem pač rangiral zadetke. V tistih časih recimo tudi ni upošteval pač kakšne so slike, recimo, ali je video ali ga ni. Veliko manj v bistvu ga je zanimal kontekst vsebine. Ja, se mi zdi, da marsikdo še danes verjame, da če je veliko ključnih besed na neki spletni strani, da je to zelo, zelo dobro za Google, da jih je treba čim več dati. Mogoče ta miselnost, ki dejansko pelje v te začetke Googla, in danes z vsemi temi updati ni več toliko relevantna, ampak zakaj? Zakaj misliš, zakaj po tvojem mnenju res to Google nekako penalizira ta keyword stuffing, kot temu rečemo v žargonu? V bistvu največja sprememba se je zgodila z pingvinom in pando, da povemo po slovensko. To sta bili v bistvu največji spremembi algoritma. In takrat je pač Google ugotovil, da niso ključne besede tisto, kar je najbolj pomembno na strani, ampak seveda vsebina, se pravi dobra vsebina, relevantna vsebina. Pač Google nam želi dati tisto, kar človek išče. Zdaj sva že šla malo stran od zgodovine, malo sva že prišla v bistvu v sedanjost, zelo hitro sva šla čez to zgodovino, ki je trajala v bistvu kar nekaj časa, V bistvu šele 15 let nazaj, recimo, se pravi 5 ali pa 7 let po nastanku,
nastanku Google kot takega se je zgodilo, da so prvič kaznovali ta keyword stuffing, kot se temu reče. In od takrat so še nekaj potem teh sprememb je bilo večjih, s katerimi so vsakič bolj na prste stopili tistim, ki so v bistvu tlačili samo enake besede na svoje spletne strani, pa pravzaprav niso imeli dobene resne ali pa pametne vsebine, da tako rečemo. Ja, seveda je to tudi povsem logično, ker na koncu bi v tem primeru vedno zmagal samo tisti, ki opiše več besed na neko spletno stran, kar pa sigurno za uporabnika na drugi strani ni relevantno. Ja. S temi spremembami bi so takrat začeli bolj upoštevati recimo to, kar danes še nadgrajujejo, seveda, ne? Se pravi recimo sopomenke in predvsem kontekst besedila. Še nekaj se je potem zgodilo, kar je pa zelo pomembno, mogoče zdaj ali pa bo še bolj v prihodnosti, in sicer to, da so začeli upoštevati personificiranje zadetkov oziroma to, kar nekdo počne na Googlu, se pravi sicer, in še nekaj, začeli so predpostavljati, kaj sploh mi želimo vprašati. Dajmo mogoče res malo več tudi povedati o tem pingvini in pandi, pa kasneje tudi o kolibriju. Google ima očitno zelo rad živali, zato tudi vse te neke update oziroma nadgradnje njihovega algoritma poimenuje po živalih. Kaj je tisto, kar sta pingvin in panda prinesla, malo sva že nakazala, to je neka sprememba algoritmu, se pravi v smislu, da je začel upoštevati druge parametre. Mogoče lahko izpostavlja, kaj so tiste najbolj pomembne zadeve. Ja, zdaj pač Google upošteva pri svojem rangiranju zadetkov več kot 200, vsaj tako se predvideva, lahko da še kaj drugega, 200 parametrov. Trenutno recimo, da je takih najbolj pomembnih stvari 5. Prva je vsebina, se pravi, kaj je tisto, kaj imamo sploh na spletni strani. Potem bi lahko še rekli, da je recimo zelo, zelo pomembno, ali je spletna stran prilagojena za mobilne telefone. Vedno več, oziroma če ne že kar večina, v bistvu iskanj na Googlu se zgodi preko mobilnih telefonov. Zelo pomembna je tudi hitrost spletne strani. 5 sem rekla, ne? 5 si rekla, tako da čakamo še nekako. Malo bom pogoljufala, bom pogledala. Mogoče... Se pravi, varnost, to je sploh z lanskim letom postalo zelo pomembno. Vsi smo videli ta prehod iz HTTP na HTTPS, se pravi iz nevarnih na varne spletne strani. Zdaj so tudi te označene kot varne ali nevarne, tako da to je postalo zelo, zelo pomembno. In pa upošteva tudi vedno bolj signale iz družbenih omrežij. Se pravi, to, kar mi počnemo na družbenih omrežjih, on ko malo pogleda, pa malo preslika, potem tudi v zadetke. Tukaj pridemo tudi malo do te personifikacije. Mogoče, ko si prej tudi omenjala teh 200 parametrov, tudi en zanimiv link, ki ga lahko dava, z backlinka spletna stran, link do članka, kjer so opisani te parametri. Mislim, da smo to že enkrat omenjali, en izmed prejšnjih oddaj, ampak sigurno zanimiv, če si tega nisi ogledal, si pa pogledati, zato da boš tudi lažje dobil predstavo. Pa ena zadeva še dodatno, ki bi jo izpostavil, verjetno si tudi to sam že opazil, da če dalje več, ko iščeš, ponuja tudi video vsebine. Ja. Video vsebine res pridobivajo na pomenu, med drugim tudi zato, ker je YouTube v lasti Google. Raven pred oddajo sva se z Manco pogovarjala v tem, koliko časa je pravzaprav že YouTube v Googlovi lasti. Sej zares je bil samo eno leto, so ga ustanovitelji, oziroma mislim, da sta bila 2 ustanovitelja, imela pa sta ga kasneje prodala, ampak zdaj bo že, kaj sva rekla, 15 let, ne? Ne, 12, 13 let tam nekje, tako da je že kar dolgo obdobje. Mogoče tukaj lahko omenimo, ker sva že prej omenila video vsebine. Pa če si predstavljate, danes je težko predstavljivo, da recimo je v začetku Google samo enkrat mesečno indeksiral strani, se pravi, ki jih je imel v naboru. Danes to seveda počne neprestano. In še nekaj, na začetku ni upošteval vse druge vsebine, samo tekst, ki je na spletni strani, ne pa recimo tudi fotografij in videa. In zaradi tega, ker se predvideva, da je že recimo 80% približno iskanih vsebin na spletu, video vsebin, pač te postajajo res, res izjemno pomembne. Veš kaj, mogoče tudi, če obrnem pozornost tudi na to, veliko govoriva, kaj je pomembno pri optimizaciji, katere parametre Google upošteva in tako dalje. Malo sva tudi že nakazala, pa bova to tudi kasneje govorila o tem,
da bojo se pravi rezultati če dalje bolj personalizirani, da Google gleda na podlagi preteklih iskanj in ogromen teh nekih res osebnih faktorjev. Po drugi strani pa zakaj se še vedno trudimo podjetja optimizirati, zakaj to še vedno počnemo, če Google to na nek način če dalje manj upošteva oziroma bolj upošteva neke kontekste posameznika? Mogoče je to malo moje osebno mnenje ali pa recimo mnenje je oblikovano na podlagi izkušenj, ampak ljudje še vedno iščemo z besedami. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, do tega, kaj se bo zgodilo, še prideva, ne? Ampak ljudje, ko iščemo, vpisujemo nekaj v Googlov brskalnik, večinoma Chrome, in se pravi, pri tem uporabljamo besede. Včasih so bile to take kratke besedne zveze, ne vem, čokoladna torta. Danes recimo bomo šli pa bomo iskali najboljša čokoladna torta iz teh in teh sestavin recimo. Tako da v bistvu vedno bolj daljše fraze uporabljamo in v bistvu to je na nek način Google tudi všeč. In tudi Google pri svojem rangiranju zadetkov upošteva, v kakšnem kontekstu ljudje po eni strani iščemo in po drugi strani, kako smo optimizirali vsebine. Recimo rad ima vsebine, ki recimo odgovarjajo direktno na neko vprašanje. Se pravi, če vi recimo vprašate, kako spečem najboljšo čokoladno torto in če bi recimo imeli zadetek, ki bi v enem kratkem odstavku povedal, kako spečete najboljšo čokoladno torto, bi to recimo Google zapakiral v en okvirček in v bistvu postavil tak zadetek pred vse ostale zadetke v bistvu na tako rekoč nulto pozicijo in temu se reče featured snippet. V slovenščini to ne dela tako dobro, tako da poskusite poiskati kakšno tako iskanje, mogoče za test v angleščini, kjer boste dobili recimo večkrat ta featured snippet, se opravičujem. Ja, ta kontekst pa tudi ne nazadnje to, kar tudi kaže na razvoj Google, kako zna že prepoznati, kaj pravzaprav iščemo, vse te sopomenke, okrajšave in tako dalje. To se mi zdi res fascinantno. Naprimer, kar lahko poskusiš, ker že ravno govorimo o tem, probi napisati v Google SEO ali pa Search Engine Optimization, boš videl, da pokaže relativno enake rezultate oziroma zna prepoznati, da ta okrajšava SEO v bistvu pomeni Search Engine Optimization. Recimo tudi za naročnika smo imeli v preteklosti, ko smo se dosti odločevali, kako optimizirati določene črke, ne, ker niso, se pravi, v hrvaščini imajo določene črke, ki jih angleščina nima, pa slovenščina tudi ne, recimo J je ena izmed takih, kako zdaj to napisati, a je to samo D, a je to DJ, a je to kar J, ker tudi danes linki delujejo tudi s šumniki, sičniki in tako dalje. In izkaže se, da Google pri rezultatih dejansko ne dela razlike, da zna prepoznati J, DJ, DŽ in tako dalje. Ja, pač mogoče tu še moramo dodati, da je Google začel upoštevati v preteklosti, recimo, ali pa predvsem v zadnjih mogoče 3 do 5 letih namen uporabnika. Se pravi, zakaj nekdo išče, kaj bi ga lahko zanimalo. In jaz mislim, da je tu tista magija, ki v bistvu je ne vemo čisto dobro, kaj počne, kaj vse upošteva. Ker včasih se ti zdi, prej smo se tudi pogovarjali, si omenil, da nekaj razmišljaš, pa ti Google že ponudi, kot da bi bil v bistvu skoraj preveč veže o nas in zaradi tega nam potem, pač ker toliko ve o nas, daje tudi toliko boljše zadetke. Ja, imaš občutek, da že kar ve, ampak ja, seveda, to so neki indici, ki jih ima, naprimer tvoje pretekle iskanja, stvari, ki jih trenutno, ne vem, prebiraš, dobivaš maile, social, ne nazadnje in tako dalje, da že ve mogoče po tistih parih črkah, ki jih opišeš, kaj je tvoj kontekst in pa namen. Ja. Tudi pri kontekstu, to zanimivo je, če napišeš samo eno besedo, naprimer weather, ker ljudje smo tudi leni in včasih napišemo, zanima nas vremenska napoved in samo vreme napišemo, ali pa weather, ne napišemo vremenska napoved za danes. In zanimivo je to, da pri takih zadevah res dosti Google iz konteksta razbira, kaj me trenutno zanima, in pa kaj sem v preteklosti iskal. In zdaj, če bomo opisal vreme, mi bo mogoče pokazal takoj vremensko napoved, nekomu drugemu bo pokazal kaj drugega v vremenu. Ne vem, zdaj mi napade nič tazga na pamet, ampak v tem smislu res kontekst meni prilagojen. Ena od stvari, mogoče, kaj nismo omenila prej pri pomembnosti faktorjev, upošteva zelo od v bistvu od Hummingbirda naprej,
se pravi od Kolibrija naprej, vedno bolj upošteva tudi lokacijo iskanja. Se pravi, nekomu, ki išče na Aljaski, bo pokazal drugačno vremensko napoved kot nekomu v Sloveniji. Se pravi, med prvimi zadetki, kar pač vedno bolj upošteva, ampak ne samo zdaj take velike razdalje, ampak tudi recimo dela razliko med Mariborom in Ljubljano. Ok, dosti govoriva trenutno, kaj se dogaja. Se mi zdi, da so ta del kar v redu zaenkrat pokrila. Ja. Kam grejo lahko vse te zadeve? Ker na nek način je kar strašljivo, ali pa z mojega stališča, no za marsikoga strašljivo, zame pa predvsem zanimivo, do katere mere vse to lahko gre. Koliko bo postal Google, če rečemo na narekovajih, pameten, koliko še bolj lahko izboljša to svojo uporabniško izkušnjo z vidika iskanja? Zdaj v zadnjem obdobju Google več ne plasira takih večjih sprememb, kot so bili Panda, Pingvin in Kolibri, ampak nekako bolj zvezno nadgrajuje svoj algoritem, za katerega pa se že zdaj ve, da ga je že in da ga še bo nadomestila v bistvu vsaj do neke mere umetna inteligenca. Kaj to točno pomeni, mogoče zdaj le še malo ugibamo, ampak vemo že recimo, da prihaja v prihodnosti nekaj zelo pomembnega in sicer iskanje z glasom. Začelo se je nekje drugje, bom rekla, za Siri, ki jo, če še je ne poznate, jo spoznajte. Potem so tukaj še Alexa in zdaj recimo tudi Google Home. Google Home je v bistvu Google odgovor na Siri in Alexo. In to je manjši ali večji zvočnik, zdaj trenutno obstaja, mislim, da v 2 različicah. V Sloveniji žal še ni na voljo, ampak v drugih bolj razvitih državah ali pa, kako bi rekla, večjih trgih je že in tam že lahko iščete, recimo, ne vem, se pogovarjate z njim medtem, ko kuhate, vprašate, joj, na koliko že moram tole torto speči, in vam bo hitro povedal. In to je tudi v bistvu priložnost oziroma izziv, ki ga bomo mogli tisti, ki se ukvarjamo z optimizacijo za spletne iskalnike, upoštevati pri optimiziranju spletnih strani. Da se spet vrnemo na začetek in sicer kako ljudje iščemo z glasom. Se pravi, kaj vprašamo, kako vprašamo, kakšno zaporedje besed pri tem zastavimo. Ja, sej Google asistent, poleg naprav, v katerih si govorila, deluje tudi na mobilnih telefonih, kjer bo mogoče še bolj v uporabi, kakor pa pri teh napravah, ker te naprave so zdaj trenutno, rekel, nekje na takem področju, kjer lahko dosežejo ali ful velik uspeh, ali pa dejansko postanejo, grejo na nek način postranska stran ratajo, se pravi v tem smislu, da se dejansko ne integrirajo, povežejo toliko v naše življenje, kot smo predvidevali. Sigurno pa sem prepričan, da bo tako ali pa drugače saj vpletel v druge že obstoječe naprave. Tem rečemo Internet of Things oziroma internet stvari ali kakorkoli je že slovenski prevod. O tem so tudi mimogrede, zdaj sem govoril o eni izmed oddaj, tako da bomo dali en link. To bo v nekih napravah, zdaj bo je to neke fiksne ali bo to hladilnik, zdaj smo še nekje vmes, ampak sigurno to vpliva zelo na optimizacijo in pa na našo vsebino, ki jo imamo na spletu. Ravno letos v bistvu je predstavil Google Android Things in sicer gre za, kako bi rekel, program, ki bo neprestano nadgrajevan in ki ga bodo lahko razvijalci, se pravi interneta stvari oziroma stvari, ki se lahko povežejo z internetom tako in drugače, implementirali v svoje naprave. Prednost pa je, da bodo temu programu oziroma algoritmu, ki je verjetno za njim, zagotavljeni neprestane nadgradnje. Se pravi, zdaj je bil malo težava pri recimo tem internetu stvari, da so ljudje oziroma razvijalci nekaj naredili, pa so pa malo pozabili, pa se aplikacija ni updatala pa tako naprej. No, temu bi se naj zatem izognili, Google je priskočil na pomoč. Preden počasi zaključiva, ena stvar me zanima, mislim, da te to nikoli nisem vprašal, pa bom zdaj pred kamero izkoristil. Kako ti je všeč Google asistent, ta nova funkcija, ki prihaja v Sloveniji? Vprašanje, kdaj bo na voljo, ki sam pokliče, te rezervira frizerja, naroči pico.
karkoli. Ja, v bistvu zveni zelo mikavno, ne? In mislim, da bi lahko na marsikaterem področju olajšal življenje, ampak kot z vsemi stvarmi, ki nam dostkrat olajšajo življenje, imam jaz tukaj pomisleke o pač etiki, kaj pride s tem, kako bomo ljudi vedeli, s kom se pogovarjamo in vse te neke filozofske stvari, ki pridejo z spremembami. Ampak jaz sem vedno tako, da dajmo počakati, kaj se bo razvilo, bomo videli, kako bomo lahko se zavarovali pred negativnimi vplivi takega razvoja in seveda izkoristili pozitivne plati. Ja, jaz sem absolutno navdušen nad temi zadevami. Je pa res, da ko pride do umetne inteligence, sem bolj na strani tistih, ki recimo miselnosti Elona Muska, ki govori o tem, da moramo biti, kot si rekla, previdni, ko pride do umetne inteligence, predvsem zato, ker je ogromen enih načinov, kako se lahko to izkoristi v negativno, zato mislim, da je to nekaj, kar bo do nekaj moralo biti regulirano v prihodnje. Ok, ima še kaj za na koncu dodati? So kar vse pokrila. Ok, v primeru vprašanj, tako kot vedno, so z Manco na voljo spodaj v komentarjih. Vprašaš naju res lahko karkoli. To je bilo to za danes. Hvala, ker si bila oziroma bil z nama in se vidimo naslednjič. Dio. Nasvidenje. Why?